Dobro jutro novim izzivom naproti. Je bilo slišati na eni izmed radijskih postaj, medtem ko sem vključil radio, da ne bi poslušal zgolj bobnenje avtomobilskega motorja. Pogovor se je nadaljeval o izzivih, s katerimi se soočajo posamezniki, skupnosti, mesta, regije, države in svet. Vendar moram priznati, da nisem slišal ne pogovora, ne bobnenja motorja, saj so moje misli zaplavale v povsem nov svet idej. Res je, v življenju naletimo na različne preizkušnje. Vsak dan prinese s seboj kak nov izziv. No, ob tem še privleče kak antični, nam že dobro znan in nikoli premagan izziv, da bo dan še bolj pester in začinjen. In kar naenkrat se znajdemo sredi temnega, ledenega razburkanega morja, večmetrskih valov, ki nas divje zalivajo z leve in z desne, premetavajo sem ter tja, a naša pričakovanja za ta dan so bila morda zgolj doživeti kratek poletni dež, napad mravljičnega bataljona na sveže pripravljen sadni desert, ali pa, če že mora biti težek dan, galeblji skrivni načrt odtujitve svetlikajoče se ure, ki smo jo pozabili skriti pod brisačo in nas na to čaka nekje daleč stran na kakšnem osamelem svetilniku. Včasih je dovolj zgolj klic, sporočilo, beseda, pogled ali zdravniški izvid in naš sončen dan se sprelevi v največjo nočno moro, ki ni videti konca. Svetopismo ne nudi le rešitve in upanja za izzive, s katerimi se soočamo ali mi ali ljudje okoli nas. Božja beseda nas postavlja pred resno vprašanje, z drugimi besedami, Bog nas sooča z vprašanjem, kako bodo moji izzivi vplivali na moje obnašanje do drugih, do ljudi okoli mene. Vabim vas, da odpremo naša sveta pisma in si zgolj osvežimo spomin z dobro znanimi vrsticami iz Lukovega evangelija 6. poglavje. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubite svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi najvišjega, kajti on je dober, tudi do nehvaležnih in hudobnih. Besedilo govori o
dveh vrstah ljudi. Na eni strani imamo tako imenovane tehtnice, ki se obnašajo do drugih v sorazmernem deležu tistega, kar prejemajo. Na drugi strani pa en zanimiv poziv. Bodimo drugačni, bodimo Jezusovi sledilci, izkazujmo dobro tudi tistim, ki si tega ne zaslužijo. Kaj pa, ko smo tudi sami v težavah? Ali je to lahko olajševalna okoliščina? Ali obstaja bonus, pod narekovaji, krščanske neprištevnosti? Vabim vas, da si skupaj ogledamo kratek video. Žal teh scen nismo uspeli posneti v studiu v Krškem, zato prosim, uporabimo domišljijo. Zamislimo si, da je to zgodba o kristjanu, ki je prijazen do vseh, ki uživa v vsem stvarstvu, kristjan, ki ne bi niti mravlje pohodil, a vendar tudi on ima točko preobrata. V videu smo lahko opazili, da se je obnašanje našega kristjana spremenilo v trenutku, ko je ta sedel za volan. Postal je povsem drugačen človek. Ali obstaja točka preobrata tudi v tvojem in mojem življenju? Kako bodo tvoji in moji izzivi vplivali na naše obnašanje do drugih, do ljudi okrog tebe in mene? Morda tvoja in moja točka preobrata ni avtomobilski volan. Morda smo zgledni kristjani in dobri vozniki, vse do neke druge točke, ko Satan pritisne tam, kjer tebe in mene najbolj boli. In temu lahko rečemo resen in težek izziv ali stiska kristjana. Ali je tudi takrat pomembno ostati Jezusov sledilec, v polnem pomenu te besede? Definitivno. Ali obstaja bonus krščanske neprištevnosti? Ne, tudi takrat, ko si po človeški logiki oseba nasproti nam, tega ne bi nikoli zaslužila ali bila vredna našega truda, nekega dejanja, besede ali pomoči. Ob tem pa, zelo pomembno, tudi mi sami doživljamo čas velikih izzivov v svojem življenju. Ja, tudi takrat smo poklicani biti drugačni. Ellen G. White v knjigi Christian Experience and Teachings na strani 74 pravi, da kristjan razkriva resnično ponižnost tako, da pokaže Kristusovo blagost. Da je vedno pripravljen pomagati drugim z lepimi besedami in nesebičnimi dejanji, ki povzdignejo in oplemenitijo najsvetejše sporočilo, ki je prišlo na naš svet. V času, ko ljudem okrog nas popuščajo še zadnji delčki zavor, a hkrati se povečuje raketni pogon verbalnih napadov, ko jim zmanjkuje doza potrpežljivosti in razumevanja, a raste netoleranca, nerazumevanje, razdraženost, ko jezi in sovraštvu ni videti konca, ko so delitve in obsojanje popularnejše kot kadarkoli prej. Ja, prav v tem istem času prihajamo kristjani s pomembnim sporočilom. Sporočilom, ki ne gre v prid trenutni modi, a je ključnega pomena. Morda prav v tem času tudi sami doživljamo mnoge stiske. Stisko osamljenosti, odtujenosti, odrezanosti, izgube službe ali posla, zdravstveno stisko. Morda smo izgubili ljubljeno osebo, stisko splošne izgubljenosti v kaosu, ki vlada okrog nas, stisko nezaupanja in stisko zmedenosti, kaj je res in kaj je laž. Morda se prav v tem času v našem življenju odvija trd in težek boj, ki je dovolj velik v naših očeh, da menimo, da se nam zaradi tega ni treba ukvarjati z ljudmi okrog nas, sploh pa ne na prijazen in dober način. Še posebej, če ta druga stran ni ravno hvale vredna in zgledna. Kakšna je potem razlika med kristjani in ostalimi? Kaj je tista dodana vrednost? Kaj je tisto, kar pritegne in ne odbije ljudi okrog nas? Ja, prav zdaj, v tem času je pomembno, da kot kristjani, kot Jezusovi sledilci,
povzdignemo in oplemenitimo to sporočilo na najboljši možen način. Da prosimo Boga ne zgolj za pomoč in vodstvo skozi naše življenjske preizkušnje in preizkušnje bratov, sestra, sosedov in znancev, s katerimi se dobro razumemo in je zato posledično seveda z njimi enostavno komunicirati, sodelovati, sobivati, temveč da prosimo Boga, da nam da moč iz dneva v dan, moč, katero naši izzivi, kolikorkoli bili široki, visoki in težki, ne bodo mogli počrpati in poteptati to moč. Hkrati pa bomo lahko povzdignili in oplemenitili veselo sporočilo upanja v najtežjih okoliščinah, z očmi, ki bodo videle, in rokami, ki bodo pripravljene pomagati, z ušesi, ki bodo pripravljena prisluhniti in z jezikom, ki bo v svetu grobih in ostrih besed bodril ljudi obupanih obrazov, risal nasmehe žalostnim očem in dajal upanje tistim, ki seboj vlečajo ogromne, zarjavele kontejnerske prikolice skrbi in strahov. Kako bodo tvoji in moji izzivi vplivali na naše obnašanje do drugih, do ljudi okrog tebe in mene? Pavel v 2. Timoteju, 4. poglavju, 2. vrstici sporoča mlademu Timoteju: oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in seveda tudi v neugodnih okoliščinah, prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem. Kristjani nismo poklicani oznanjati veselega sporočila zgolj v ugodnih okoliščinah. Takrat, ko sami ne doživljamo porazov, ko sami nimamo težav, izzivov ali stisk, prav nasprotno. Tudi v težkih življenjskih situacijah smo lahko močni oznanjevalci veselega sporočila, prav zahvaljujoč Bogu. Čakajoč na pravi trenutek brez stisk in brez težav, da bi šele takrat lahko ljudem spregovorili o Božji ljubezni, bo podobno mornarju, ki z jadrnico želijo pluti v svet, a čaka, da neha veter pihati. Bog je vsak dar človeka opremil za misijo, na katero ga je poslal. Še več, ves čas je bil z njim in ga vodil in varoval. Pa tudi, ko je padel, ga je pobral in ohrabril za nove podvige. Svetopismo je polno takšnih ljudi, moških, žensk in otrok, ki so Bogu dovolili, da jih uporabi. Dobro jutro novim izzivom naproti. Oglejmo si nekaj praktičnih nasvetov. Prvič, poskrbi za točke preobrata. Da bi v času neugodnih okoliščin lahko znanjali, moramo biti pripravljeni to izkazovati na vseh področjih našega življenja. Še posebej na naših lastnih točkah preobrata. Na točkah, ki jih do zdaj nismo uspeli premagati. Na točkah, za katere dobro vemo, da smo sami, brez Božje pomoči preslabi. Na točkah, kjer Satan dobro ve, da nas bo lahko vedno znova dobil nepripravljene, zmedene, prestrašene in nemočne. To so točke, kjer, če bi obstajalo ogledalo, da bi se lahko pogledali, bi v ogledalu zagledali osebo, ki je ne poznamo. No, morda ima isto emšo, ampak ne, to zagotovo nismo mi. Zato nam je še toliko bolj potrebna Božja pomoč, moč in modrost. Dobra novica. Sveti Duh je na razpolago. Brez njega, kot piše v Review and Herald iz leta 1890, 18. februarja, to je tu nekje zdaj blizu in bo kmalu obletnica, nismo nič kaj bolj usposobljeni za širjenje evangelija, kot so bili učenci po križanju njihovega Gospoda. Torej, brez Svetega Duha. Učenci, ki sami sebe niso prepoznali po obnašanju v točkah preobrata. Učenci, ki so bili v tisti točki preobrata številka 1 za posmeh, a ko so dovolili, da Bog poseže tudi v ta del njihovega življenja, so postali močni stebri prve cerkve. Prosimo in dovolimo Bogu, da nas opremi tudi za te točke v našem življenju. Prosimo ga in dovolimo mu, da nas pouči, da nas pripravi, vodi in uporabi v najveličastnejšem delu, ki obstaja na tem svetu. Vse potrebno je na razpolago. Drugič,
Razdražljivost je ekstremno vnetljiva. Poskrbimo za potrpežljivost in umirjenost. Ko se znajdemo v težavah, naša sposobnost interpretacije ljudi in seveda situacije okrog nas v večini primerov ni preveč realna. Posledično se veliko hitreje užalimo, seveda vse leti zgolj in samo na nas, še hitreje se vnamemo ali pa celo eksplodiramo. Vendar čez čas, ko se zadeva umiri in se vrnemo na pogorišče, vidimo, da smo celoten dogodek interpretirali po svoje, morda tudi napačno. Potrpežljivost in umirjenost terja čas. In ja, prav to nam je tudi zelo dobra opcija, prav to nam tudi koristi. Zastavljamo vprašanja, pridobimo na času. Poskušajmo pridobiti dovolj informacij iz okolice, saj se na ta način lahko prepričamo v to, da ne interpretiramo zadev po svoje. Spomnimo se usodnega dogodka v puščavi. Nihče ne omenja težko kategorične Izraelce, ki so Mojzesu skakali po glavi od Egipta do Kanana. In to 40 let. 40 let karantene z nikoli zadovoljnimi sorojaki. In to v puščavi. Brez interneta, brez televizije in brez pametnega telefona. Vsako jutro isti naveličani obrazi, pripombe, godrnjanje. Ob dani priložnosti je Mojzesova razdražljivost presegla njegove zavore in godrnjavci so izvali reakcijo hollywoodske razsežnosti. S palico je treščil ob steno in izustil nekaj, kar ne bi smel. Ja, tudi najpotrpežljivejši so kdaj popustili. Zato prosimo Boga, da nam pomaga razviti in vzdrževati pravo potrpežljivost. Prosimo Boga za vodstvo še posebej, ko se ob že tako velikih osebnih pritiskih in izzivih znajdemo še dodatno v vrtincu izraelskega godrnjavitisa. Številka 3. Številka 308. Pesem številka 308. Recept za dobro reakcijo, ne glede na situacijo, je listek papirja, na katerem je zapisano besedilo pesmi iz naše cerkvene dobre stare pesmarice številka 308. Lahko si jo dodate na pametni telefon, tablico, računalnik, skrijete nekje v torbico ali predal vašega jeklenega konjička. Tudi na hladilniku v kuhinji ali na nočni omarici je lokacija vredna premisleka. Včasih nimamo možnosti z nikomer podeliti tisto, kar se nam dogaja. Enostavno nas nihče ne razume. Imamo hud občutek vse globjega in globjega ugrezanja. Če bi povedali tisto, kar nam je v tem trenutku v mislih, se nikoli ne bi zaustavili. Še posebej, če nas je nekdo na drugi strani dodatno sprovociral ob že tako oteženi in pereči situaciji. Številka 308. Preberi, zapoj, zamrmraj. Ko bomo Bogu zaupali, kaj se nam dogaja, ko mu bomo povedali tisto, kar bi do sedaj mogoče z izbruhom jeze ali žalosti odrezavo zmetali pred našega sogovornika, tokrat pa se bomo potožili našemu Bogu in hkrati prosili za mir, za pomoč in za vodstvo pri nadaljnih korakih, preden karkoli drugega rečemo ali naredimo. Obstaja velika verjetnost, da bomo sogovorniku povedali nekaj na drugačen, mirnejši način. Ali pa se bomo v dani situaciji na nek drugačen, mirnejši način spopadli z izzivi. Jezusu reci, pravi to besedilo, Bogu povej vse takoj. Če ponovimo te prve 3 in edine 3 za danes korake, poskrbi za točke preobrata. Seveda ne boš mogel poskrbeti sam. Potrebna je Božja pomoč. Poskrbi za potrpežljivost in umirjenost. Prepusti Bogu, da te trenira. In številka 3, pesem številka 308. Bogu povej vse takoj. Pavel Timoteju sporoča, dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. To ni zgolj Pavlov zaključek. To je lahko zaključek vsakega izmed nas. Kot pravi v naslednji vrstici, odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, marveč vsem, ki ljubijo njegovo pojavitev ali kot pravi Hraska, njegov prihod. Ne dovolimo si,
da nas izzivi v našem življenju spremenijo povsem drugo osebo. Osebo, ki ne želimo postati. V nekaj, kar si ne moremo niti zamisliti. Od česar bi najbrž tekli vsaj na drugo stran ceste, če že ne v drugo občino, regijo z dovolilnico ali brez. Zavedajmo se, da bi nam takšna preobrazba hkrati onemogočila sodelovati z Bogom v reševanju ljudi. Onemogočila deliti še tako potrebno upanje ljudem okrog sebe in se veseliti skupnih zmag in izkušenj, ki jih lahko imamo z našim stvarnikom. Ostanimo povezani z Bogom vselej. Skupaj z njim izbojujemo dober boj. Z njim dokončajmo tek in oklepajoč se njega ohranimo vero. In ne pozabimo vsak dan znova odgovoriti na vprašanje, kako bodo moji izzivi vplivali na moje obnašanje do drugih, do ljudi okrog mene. Amen. Dragi nebeški Oče, hvala ti za to priložnost, da smo danes lahko premišljevali o sporočilu upanja. Sporočilu upanja v težkih situacijah. Hvala ti, ker nas s tem opominjaš, da ne premišljujemo zgolj o svojih izzivih, o svojih težavah in o svojih stiskah. In da naenkrat postanemo kristjani samo takrat, ko je nam dobro. Ampak hvala ti, ker nam ponujaš to priložnost, moč in vse, kar potrebujemo za to, da bi tudi v težkih situacijah lahko bili pravi kristjani, tvoji sledilci. Hvala ti, ker na ta način bomo lahko pokazali pravo sliko o tebi in ob vsaki zmagi nad izzivi bomo lahko se veselili skupaj s teboj kot zmagovalci. Hvala ti za vodstvo, ki si nam ga namenil do sedaj in ker nas boš vodil tudi naprej. Vse do tistega dne, ko od nekega dne naprej več izzivov ne bo, več stisk ne bo, žalosti, trpljenja. Tistega dne, ko boš prišel po nas in ko bomo v večnosti lahko brez stisk in brez težav s teboj in z vsemi tistimi, ki jih imamo radi. Vse to ti se zahvaljujemo in te tudi prosimo v Jezusovem imenu. Amen.